rudar? Strojnik. A strojnik? Strojnik, pršišnik. Koliko vas je pa še tukaj upokojencev zaposlenih? Tukaj, ja, jaz mislim, da je okrog 12. A mislite, da je prav, da podjetje omogoča zaposlitev upokojencev, če želijo? To je, če bi dali dosti pokojnine, bi bilo boljše, da bi stili vse doma. Ne? Bi vi rajši ostal doma? Rajši, če bi imel dosti dohodkov. Koliko časa boste še delal? Ja, to pa ne vem, kolikor bom lahko. Ne? Tukaj pa ne vem, koliko dolgo bom mogel. Prosim? Da ste bil že redno upokojen, sem slišala. Ja. S polno dobo. Spolno, ja. Kje ste bil pa prej zaposlen? V rudniku zapadne obrat. Obrat Trbovlje. Kaj ste pa delal v rudniku? Ja, zdaj nazadnje sem delal tam, ko se ruši. Koliko let ste bil rudar? 35. Ste sam želel iti v pokoj? Sam. Pa se spominjate kaj na to delo, mislim na vaše kolege rudarje, vam je kaj dolg čas? Ja. Dolg cajt mi glih ni, vse še pridemo večkrat skupaj. V klubu? Ja. A tu pri nas? Tukaj pri vas. Jo, kar dobro. Kolikrat prihajate? Pa vsak dan manj malo. Ob katerih urah? Malo do polno časa pa popolne. Kaj pa žena reče? Neč se nasme. Jaz sem samski, jelte, že 25 let sam. Meni je dober. Vas nobena ne krega? Nobena ne. Kaj razmišljate o tem, kako bo potem, ko boste v pokoju? Ja, seveda, tu je treba pa stalno študirati, kako bo poli, ne? Ker pokojnina je zmeram bolj mehna, kot pa redna plača, ne? Kako pa drugače, mislite, da vam bo kaj dolg čas? Ja, zaradi dela vole, mislim, ker je človek vajen dela tako, da ni vseeno, ne, ko greš enkrat v pokoj, da moraš polkar obstati, pa čakati, kdaj pride tisti čas, pa da se pripraviš in da te spravijo, ne. Imate kakšnega konička? Ja, seveda, drugega doma, kar je okoli vrta, ne res, rečemo hišo, ne, vrt, potem pa kar imam ptičke. Vam bo težko zapustiti jamo? Ja, nič mi ni navsezadnje, ne, ker vem, da sem že tukaj prekoračil, da je že skoraj naruden, ne. Se veste, kako je danes. Danes ste že tam mlad, malo po stran gledajo, če si že predolgo dobo naredil, ne. Končni je pa tako narejen, da tak človek misli, da je častno postavljen, ne. Če rečemo v taki dobi, pa da nekaj tazga naredi, ne, svojo dobo, ne. Ampak danes je malo drugače, veste, tam mlad drugače gledajo, ne. Bolj po stran gledajo take, ne. To se pravi, bojite se pa, da vam je bilo dolg čas? Ja, se mi ne boji, se imam že nič bati. Drugače sem planinc, ne, star planinc, gremo v hribe malo, pa gole v lovsko kočo, gole v planino, pa v gober sem, pa tako, sem kar znajdel. Je to krožek v okviru društva? Kaj pa? Seveda. Koliko vas je v krožku? Ja, nas je preci. Okoli 30. Kaj vam pomeni igranje šaha? Ja, to je hobi, ne zabava. Veliko preigrate? Ja, dosti vsak dan. Koliko ur? Ja, par ur, 2-3 ure. Radi pojete? Rad, seveda rad, imamo veselje, ne. Tu mi je edin veselje. Zdaj, kaj češ kar doma delati, nek si enkrat upokojen. Ženo gledati se tudi ne veličaš, ne? Pa moš pa tako jeti malo med ljudi, ja, da se malo razvedriš in... Kateri glas pa pojete? Prvo bas, skus, ja. Katero pesem imate najrajši?
bil. 41 leta sem bil aretiran, prišli 22 Nemcev, so me aretirali in pognali v zapor. In potem sem šel pa 44 leta po narodnoosvobodilno vojno. Bil sem v Črnomlju, v Kanižarec, tam sem tudi prvo vozič kujno na kopu za narodnoosvobodilno vojno. Po vojni ste se vrnil. Nazaj tukaj v Rudnik, pa smo spet zgrabili v prvih letih, ki je najbolj težko bilo. Je bilo treba za produkcijo najbolj skrbeti. Ste imel rad svoj poklic? Rad, ja, se to je bil. Na to delo rudarjev, ki Ja. še delajo Da, potem, upokojene. ko so že upokojeni. Ja, nekateri iz potrebe imajo še mlajše otroke in jih potem morajo šolati, nekateri so pa pač takšni, da ne morejo ostati brez dela. In Zaradi svojih navad prejšnjih? Zaradi svojih prejšnjih navad, kajti dolgo doba 40 let, če hodi vsak jutri ob 5 v službo, ob 5 vstaja, ob 6 že v jami in tako dalje in potem prihaja domov šele ob 2 popoldne po težkem delu, tako težko izključi tisto svojo navado dela. In teh je precej. Nekateri pa seveda, kako sem rekel, iz potrebe. Večinoma pa je takih, prav moram nekaj migati, da vzdržim svojo kondicijo in da se tako malo počutim še vedno kot človek. To se pravi, kako izpolniti svoje življenje potem, ko si šel v pokoj? Ja, to ga pa različno izpolnijo nekateri in vsak ima svoj način. Kako vi recimo? Ja, meni je časa vedno premalo. V društvu upokojencev tam pa sem tudi zadolžen za tole gradnjo stanovanj za upokojence. Koliko stanovanj bodo imeli? 72 stanovanj bomo dobili, vendar to ni vse v društvu upokojencev, temveč je tu več investitorjev, Zveza borcev, občina nekaj in pa mi, seveda upokojenci. Vi ste kmetoval in hodil v Rudnik. Zdaj ste v pokoju. Kaj pa zdaj počnete? Še kmetujete? Zmeraj še, kaj pa? Ste veliko zaposleni okrog hiše, zemlje. Seveda sem, če imam veliko živine, ne? Pa bi v pokoju zdaj lahko počival. Ja, pa jaz rad delam, da kjer sem zdrav, ne? Kakšna se vam zdi razlika med delom v Rudniku pa na kmetiji? Ja, na kmetiji, jaz sem to zmeraj rad delal, ne? Zato, ker ste na prostem? Ja, tudi, ampak potrebni je, ne? Ja, da delamo, ne? Kaj pa če imamo obstiti? Koliko ste stari oče? 88 bom, čez en mesec. Bil ste kmet in rudar. Koliko let ste bil rudar? 38 let. Kje ste pa delal? V Trbovljah pa v Hrastnik. V Jašku? Okay? V Jašku, vse v Jašku. Vse leta v Jašku. Vsa leta v Jašku. A je bilo težko? Ja, težko ne bilo, kaj prida, pa prestal vse. Kaj pa doma vas je čakalo delo, še doma? Doma vse. Pokojeni rudar ste in živite na deželi. Ali ste se tudi med delom zadrževali tukaj, živeli na vasi, ko ste bil rudar? Jaz sem od 52 leta naprej sem tukaj živel. Na tej kmetiji? Na kmetiji, ja. Pa sicer ste kmečki sin? Ne, nisem. Tu sem bajtarski sin, sem pravzaprav. Koliko časa ste bil pa v Rudniku? V Rudniku 35 let. Šli ste s polno dobo v pokoj? S polno dobo, tako priznanih imam 41 let. A se Rudnik kaj na vas spomne? Rudnik? Skoraj bi rekel, da ne dost. No ja, če zaprosim kakšno stvar, dobim tudi. Pomoč? Ja, pomoč. Naprimer, kak materijal, je ta stara stvar. Bojazni duha meč. Imam kakšna Slovenka, da ti je dal gor? Ja, če imaš kaj, da ti je skurem dal. Kaj že videl? Kaj pa vi mislite, kdaj bo luštno bilo? Zdaj ali prej, ko ste bil še na delu? Na vsak način je boljš zdaj. A je bilo bolj luštno, ko ste delali, ali zdaj, ko ste v pokoju? Zdaj je veliko boljše. Zakaj? Malo delamo, malo ga pa takole tlele popoldne. Da je boljše, da je.
Delo je delo, a ne? Tukaj je pa le počitek več ali manj. Kako se vam je pa zdelo, ko ste šel v pokoj? Ja, malo narodno. Kako? Ko sem mogel izključiti, da nisem smel več delati pravzaprav. Sicer sem pa še tudi naprej še zmeraj delal. Ja. A vam je bilo dolgčas po vašem okolju ali po delu? Po čem? Po delu. Jaz sem navajen, da se zmeraj gibljam, da zmeraj nekaj delam in ne morem brez dela, sploh ne morem brez dela živeti. Kot udeleženec NOB-ja bi že lahko bili v pokoju? Lahko, seveda. Pred 2 letem že. Kako pa, da ste ostali še naprej v službi? Malo sem se čutil sposobnega, da lahko doprinesem še nekaj not, pa da je težko tudi kolektiv zapestiti, ki je v najhujši, rekel, izgradnji pa to nekaj. Vi ste že dosegla polno delovno dobo, pa še delate? Ja, še. Kako In dosegla sem jo. Kako to, da še delate? Ja, zaradi tega, ker sem vdova, imam 2 hčerke, obe študirata, pa sem prosila še malo, ker obnavljam hišo, otrokom je treba pomagati. A ste bila vedno natakarca? Ne, nikdar. Zdaj na stare leta sem natakarca ratala. Prej sem bila pa v službenki, v tovarni, tovarniška delavka. Svojih 30 let. Kaj pa še kaj drugače počenjate? Drugače sem gospodina doma. Še kuhate? O, tudi še kuham doma. Malo hčerka pomaga, ki jo imam tudi doma. Potem sem tudi za varuhinjo. Tega fantka čuvate? Tega fantka tudi čuvam. Torej vam ni dolgčas? Nikdar me ni še bilo dolgčas. Naj vas najprej nakratko seznanimo s pomembnejšimi današnjimi novicami. Nova invazija na Kambodžo. Premirje obsežnih dogodkov, ki steče predal februarja, utegne biti podaljšano. Na 10-dnevni obisk v Jugoslavijo je v Beograd dopotovala študijska delegacija Komunistične partije Sovjetske zveze. Zvezni izvršni svet zavzel stališča v približno 150 zakonskih dopolnitev na predlog resolucije o osnovah družbeno-ekonomske politike za letošnje leto. 5 glasbenikov zaslužnih za razvoj glasbene umetnosti na Slovenskem prejelo Titova odlikovanja. Sajgonske in Nonove enote so danes začele največjo ofenzivo proti kamboškim osvobodilnim silam, odkar je vojna v Kambodži. Agencije tudi poročajo, da sodelujejo ameriške enote ter letalstvo. Prva ofenziva se je začela pred 7 dnevi, ko je kakih 15.000 sajgonskih vojakov skušalo zavzeti cesto številka 4 med Phnom Penom in Sihanoukvilom. V Kairu se bodo nocoj sestali voditelji Združene arabske republike, Sudana, Libije in Sirije ter razpravljali o novih ukrepih za pospešitev združitve vseh 4 držav. Veste kaj? Takrat, pred leti, ko so začeli po Litijskem polju kozovce podirati, so krasni kozovci stali po Litijskem polju, ko so jih začeli podirati, in jaz sem prišel na to idejo, da ne bo leti brez kozovcev, jaz jih bom pa delati. Potem je bil hud prehod iz službe v pokoj. Zelo me je prizadel. Kaj ste občutil takrat? Kaj ste si želeli? Še posebno imam vtis, veste, da je to nekako zadnji adut pred smrtjo, upokojenec. Pa nobene veljave nikjer, odkar sem pokojenec. To se pravi upokojeni? Upokojeni invalidsko. Invalidsko, ne spolno upokojeni. Rodarsko. Ste bil bolan? Bolan, zaradi silikoze bolujem. In tako sem invalidsko bil 65 leta sem bil upokojen. Kolikšna pa je pokojnina? Ja, boljš Bog. Kako ste prišli pa na to zamisel, recimo, da imate piščance? Ja, vidite, kak je. Z ene strani pokojnina malo, z druge strani pa meso mora pa hiš biti, prav po domačem rečeno, ne? In tako si je gojim vsako leto. No in zdaj, ko sem šel v pokoj, sem šel pravzaprav bolj že zaradi sina, ker so rekli, če bo sin nastopil v službo, potem ne grem jaz pa v penzion. No. Vi bi pa še delali? Ja, takrat še, danes ne bi več, Kanada. Takrat bi pa še delal lahko. No, vse so mi pol rekli, tako bi še hotel, pa nisem to več delati. Se mi je tudi zelo medil, da sem šel v penzion, Kanada. Tudi meni se ti drugim ljudem na občin, pa tako naprej. Pa vam je kdaj dolgčas? Po medicini ne več. Odkrito povedan, nič več.
Kako pa nasploh? Nasploh tudi ne. Imam, kot rečen, svoj hobi, da vsak dan, ali pa vsaj vsak drugi dan, oblezem po zim tista krmišča za fazane, pa grem s psi ven, potem tlala. Koliko psov pa imate? Imam dva, enega španjela pa enega terjerja. Ste prijatelji? O, seveda, veste, da. Kako ste pa vi doživljala ta prehod vašega moža z redne službe v pokojitev? Malo mi je bilo težko, ker sem vedela, da je pač navajen tako delati, ne? Ampak se je kar znajdu. Rad tudi na vrtu, rad pomaga, piške futra, vse tak, ne? A vam je bil kaj v napoto, ko je bil bolj doma? Ni bil. Ja, še to bi se manjkalo. Kako pa kaj živijo upokojenci v Litiji? Ja, živijo vsak po svoje, kot pravimo, ampak srečo imamo v tem, da vsak ima svoj hobi. Recimo, kakšen? Ja, primer. Zaradi krajevnih razmer, ker kovača ni, se mora pač upokojenc baviti z podkovanjem konja. To se pravi, kovačev ne bo več na Slovenskem? Ne, kar kaj ne, če se kjer nauči, gre pa prezdrgam, gre v podjetje, ali pa gre na železnico, ali gre v Nemčijo, ali kodar jaz sem več vajencev, vemo, in ne bom ga doma so odšli. Društvo upokojencev Kranj je med najbolj aktivnimi društvi upokojencev Slovenije. Koliko članov imate, vaš župan, in do kam sega vaše območje? Članov imamo mi okrog 4000. Naše območje pa sega tudi izven centrale Kranja. Kako pa skrbite za bolne vaše prijatelje, odnosno člane društva Vrstnedic? Ja, za bolne člane pa mi skrbimo tako, da hodimo po teren, vsak po svojem okoliš, kjer je zadolžen, da on pregleda, a je res bolen, pa to, pa da on pa je predlaga, da se mu da enkrat ali pa to dvakrat na pomoč, ne, za tisti čas. Tudi finančno mu pomagamo. A se kranjska podjetja kaj zanimajo za svoje upokojence? Ja, kranjske podjetja se zanimajo. Recimo, kar se tiče tovarne Iskra, ker nas vsak let vse upokojence za nov let povabi in tam nas pogosti in obdari s koledarjem. To je vse? Ne, ja, za Iskro. Pa je pa še tovarna IBI, tovarna industrija bombažnih izdelkov Prinskov, kar je Kranj. Ona je tudi povabijo vse upokojence letos, kot ostali kolektiv, da jim je dava po 36 000 dinarjev nagrade in še zelo pogostitujejo in pakelcem blaga. Ja, slišali smo, v Litiji so tudi dobili od predilnice po 100 000. A je še kakšno drugo podjetje dalo finančno pomoč svojim upokojencem? Do zdaj Okran še ni dal noben drug podjetje. Kaj pa občina? Tudi ne. A se občina sploh zanima za vaše delovanje? Ja, prav. Ja, občina se v toliko zanima za naše delovanje, da nam letno 75% popusti na prometnemu davku od lokala. V toliko druga pa mi od občine ne dobimo. Jaz vem toliko, da sem bil v vsem odborih in sem bil v odborih, da je najbolj, da je bil recimo krajevne organizacije, Zveza borcev, potem športni društvo Borac, potem krajevna konferenca Zveza komunistov, ampak po mojem, odkar sem delal, je najbolj efektivni, najboljši seji efektivne so le pri društvu upokojencev. Kdo je bil pa iniciator tako množičnega udejstvovanja vašega? Tu je bil pa iniciator vsega tega dejanja, je pa to vaš predsednik. On se z vsem močmi trudi, da bi čim bolj pomagali našim ljudem. In tudi dnevno se zatekajo ljudi k njemu po nasvete, po informacije, po prošnje dela, pritožbe dela in jim tolmači zakon. Res je tako zapleten, da ga vsak posamezen težko razume, pokojninski in njegove novele. Ja, in on jim je zmeraj na voljo.
Izvedeli smo, da se v Kranju upokojenke posebej sestajate v okviru Društva upokojencev. Zanima nas, kdaj in zakaj. Torej, to nas je samo ena manjša skupina. Smo se že prej poznali, večina smo bile sošolke in smo se znašle tukaj v Krajnu in se tam imamo v Društvu upokojencev, v domu smo dobili ena manjša sobca in tam se potem sestajamo enkrat tedensko. Kaj vam to pomeni, to sestajanje? To je ena krasna sprostitev, na to se veselimo pravzaprav ves teden. Let sem za volanom avtobusa. A vsi zdržijo tako dolgo za volan? Ja, nekateri so celo del pri našem podjetju. Vsi pa ne zmorejo tega? Verjetno, da ne. Kako si pa predstavljate vaše življenje tem v pokoju? Ja, verjetno, da treba še kakšno takšno stvar, saj okrog hiše bomo čez doma si narediti, ki ga zdaj nimam, ne. Bili ste oficir, kaj počinil? Bil sem pešadijski major. Koliko časa ste v pokoju? V pokoju že 9 let. Koliko ste stari? 49 let. Kaj pa počnete zdaj v pokoju? Ja, zdaj kar mal kuham, mal pospravljam. A je žena v službi? Žena je v službi, ja. Dela že 7 let, ko sem jaz prišel, potem 2 leti, potem je šla v službo, ker drugače nismo mogli shajati. Koliko otrok imate? 3 fanta imam. En je star 22, en 19 let, en pa 14. Se ukvarjate z njimi? Ja, v glavnem z njimi. Imate kakšnega konička? Ja, v glavnem koniček je, da dobro skuham, da se fanti dobro hranijo. A garnizon, kaj misli na vas, imate kakšne zveze z garnizonom? Skoraj nobene. Mal bi bolj mogli voditi računa, da bi se kje shajali, ker pač smo bili mladi upokojeni in bi se pač trebali spomniti, ko se to spomnejo podjetja za svoje uslužbence, ki so upokojeni. Nada Gabrielčičeva, igralka ljubljanskega in tržaškega gledališča in režiserka. Dolga leta ste nastopala, živela polno življenje. Kako vam je zdaj v pokoju? Zelo težko. Zakaj? To je tako, kot da bi en polno plamteč ogenj eno ugasnil nasilno in to potem žge in tli še naprej. To je zelo podobno. Kakšni so sedanje vaši kontakti z gledališčem? Nikakršni, ni bilo še nobenega igralca k meni, ne tržaškega, niti ljubljanskega. Kako preživljate večere? Pri televiziji. Kaj vam televizija pomeni? Vse. V tej samoti vse. Se kaj bojite pokojnine, mislim, tega časa? Ja, sovpada s temi stabilizacijskimi ukrepi in vprašanje je, če bo konvertibilnost te pokojnine, ki mi je odmerjena, zadostovala za moje želje v bodoče, ker kakih posebnih del ne morem prevzemati zaradi svojega zdravstvenega stanja, mogoče kakšno občasno, kdaj, ko se bom pač zopet postavil malo bolj na noge. Kakšen je pa vaš koniček? Ja, kot vidite, okrog sebe sem lovec. Tako da prehoda v pokoj sploh niste občutili? Jaz ga pravzaprav sam osebno na sebi nisem čutil in upam, da so moji sodelavci, s katerimi prav rad sodelujem, to so pretežno mladi arhitekti, zdravniki, inženirji, da je moje sodelovanje vendarle doslej bilo uspešno. Nekje sem brala, da pravijo tako, da je treba starejšemu človeku dodati k njegovim letom predvsem življenje.
Jaz mislim, da je družba in da so okolnosti in moji sodelavci, s katerimi delam, meni vedno dali v polni meri to na razpolago tudi po moji formalni upokojitvi. Tako da pravzaprav ne čutim razlike v svoji miselnosti, svoji energiji, svoji težnji po dobri izvršitvi svojih nalog napram svoji dobi v formalni aktivni dobi. Vi ste bili dolga leta ravnateljica dekliških pa drugih prosvetnih zavodov. Kako se zdaj počutite v pokoju, daleč od mladine? Ja, hvala, pravzaprav nisem daleč od mladine. Sem še vedno med njo, imam vnuke, imam razne druge otroke, mlade ljudi, od sorodnikov, pa tudi od mojih gojencev in učencev še vedno prihajajo in se me spominjajo. Tako da sem še vedno med mladimi. Inženir Pintarič, vi ste veliko potoval, bil ste direktor raznih rudnikov, nasploh zelo zaposlen. A ste razmišljal kaj takrat še v najbolj aktivnih letih, če bo težek prehod v pokoj, kako boste živeli v pokoju, kaj je za človeka potrebno, da je tudi lahko potem v starejših letih, ko je že doma, tudi lahko srečen, zadovoljen? Ja, seveda sem malo razmišljal, vendar kakšne težave s tem nisem imel. Tudi sem vedno upal, da si bom že nekako to življenje uredil. Saj veste, če človek živi normalno in nima kakšnih posebnih navad, takih, ki ga mečejo iz življenja, ali če bi mogoče pil veliko ali bil kakšne druge take na strane stvari imel, bi bilo težko, tako pa gre. Kot da je življenje vedno prekratko. Vedno prekratko, vedno. Tudi penzija je včasih prekratka.